Mogoče Simonov zvok malo preverimo. A rečeš kaj? V redu slište. No, V redu. tokrat outside lokacij. Ja vidim, da naj tudi izkorišča lepo vreme. Ja, jaz sem tudi trenutno na Starlinku. Upam, da bo zadeva zdržala, čeprav mi malenkost sniha vidim, ampak upam, da bo vse ok. In če zamrznem, je to razlog. Mi res slabe reklame delamo za Starlink. Res, mislim. Tako Simon pa je ne. Ka meni je ful dober delo, ki sem ga imel na koči. Tako res boljš kot doma. Verjetno je res pomembno, da nimaš nobenih zgori, da ni nad zakrit. Čeprav si bo to zanimivo, ker ko sem ga jaz inštaliral, je bilo tako, da samo, ne vem, tam par procentov ni bil čisto dobro poravnan, ki ga nisem mogel tako nastaviti, da bi se pač izognil vsem delom strehe pa dreves, ko so v bližini pa to. Ampak zdaj pa, ne vem, kaj to ne pol leta ali karkoli, kolikor ga že imam, zdaj pa pač se da pritožuje več, ker očitno so toliko povečali konstelacijo, da ni problem, kako je poravnan. Ja. Ja, sem glede na tvoj performance, a veš, ne, kaj je izboljšal. Ne, se zdaj je ful boljš, kot takrat, tako da, good. Hvala vsem, nej, iz kje se oglašaš? Ja, jaz se oglašam trenutno iz Grčije. Sicer imam italijanske sosede, ki vidim, da so zdaj prišli nazaj in so pol glasni, upam, da jih ne slišite. Ne, v redu. Kaj pa ostali, ste se vsi doma ali je tudi kdo drug iz tujine? Doma. Ja. Doma. Doma Če smo, se ja. ne motim, Klemen, imamo danes samo eno urco, ne, časa? Jaz sem In eno bi urco. Ti imaš Ti eno se pa urco, lahko ampak odločiš ali pa... Ja. ne, mislim, sem hotel reči, da bi bilo ful fajn, da lahko res naredimo učinkovito, pa kratko, pa mogoče bistvene stvari na nek način stisnemo noter, no, da bo zadeva kar se da zanimiva za poslušalce. Pa mogoče na začetku me samo zanima, če začnemo kar z temo, ki je ostala od prejšnjega pogovora. Boris, mogoče kar tebe izzovem, tista glavna študija, ki je bila mogoče malo narobe interpretirana pa vzeta, ne? To je bila, se pravi, da uporaba različnih orodij na nek način poleni naše možgane in da kako bo naša kognitiven aspekt postal slabši in vsi so se s tem strinjali, ampak vemo, da je bil vzorc tako zelo majhen. Ne vem, kako gledaš na to, pa ostali, kakšno je vaše mnenje, no? Ja, mogoče bi sam to rekel, ne, da jaz mislim, da smo zdaj v tisti fazi, kar se tiče umetne inteligence, ko z vsako tehnologijo, ne, praktično, ko smo jo izumili, ali pa z vsako stvar, ki je del nekega zeitgeista, ne, to je vedno nevarno za ljudi, ne, pač to more biti, ne. Ne vem, pa ne bodo to stripi, ali avtomobili, ali računalniške igrice, ali konzole, ali internet, ali pač zdaj je umetna inteligenca, ne. Tako da zdaj lahko po mojem že sami iz tega pričakujemo poplavo nekih člankov, poljudnih, znanstvenih. Zdaj ta konkretno, ki ga omenjaš, ne vem, je tako, takoj pritegnil nekako pozornost, ne, ker pozornost mi pa pritegne zaradi tacga naslova, ne, ki je bil udaren, ne, Your Brain on ChatGPT. To mi takoj daje misliti, ne, da ko je že nekdo probal skovati ta naslov, je imel v mislih malo publiciteto, pa kje se bo to objavljalo, pa ni najboljši signal, ne, sicer malo, ko prehiter obsojam, ne, pa grem pogledat ta članek, ne, pa vidim, da je, se ne vem več koliko strani, ampak tako nečloveško veliko strani, ne. Mislim, da je tako nekaj, 200 strani. Mislim, da je nekaj tacga, no. Skratka, tak udaren naslov, pa toliko strani, da tudi ta najbolj vztrajni ne bodo šli prebrati tega, ne. Tako da ja, jaz sem potem vrgel to čez par modelov, čisto, da malo vidim, ne, kaj bi lahko bilo, ne. Moj pristop je ponovadi tak, ne, vzamem paper, dam ga 4-5, da ga reviewujejo, ne, potem pa še enemu master reviewerju, ki pogleda, kaj so ostali povedali, pa proba poiskati, kaj je res tisto bistvo, jedro, ker če so 3 od 5 opazili, da nekaj ne štima, so dobre šanse, da res ne štima, ne. Pa seveda, ko pa vidim, kaj sem dobil, grem pa še sam pogledat, ne, in ene stvari, ki so bile noter odkrite, res so me presenetile, ne. Pri vseh teh 200 straneh, recimo, avtori navajajo, da so tudi to gama valovanje spremljali, ne, tako pač so ga merili, ne. Ampak nikjer nobenega podatka o tem, ne. Pač ta del manjka, ne. Vsa ostala valovanja so obširno predstavljena, ta del pa pač enostavno ga ni, ne.
brez da bi kjerkoli komentirali v članku, zakaj tega ni, naprimer. Ne? Ampak to je pa seveda majhen vzorec, pa vse te stvari. Skratka, en kup enih Pa je bil metodoloških. vzorc. A je bil 20? A je bil res Nekaj 20? takega, ja. Ja. Ali 119, Ali- meni se zdi. V bistvu 19 tistih, ki jih je šlo v celoti skozi testa. Ne? Na začetku so valjda začeli s bolj večjim vzorcem, pa se pa je bil kar močno nositno. Mislim, pač tle je samo ta težava, ne, da v bistvu a ne, skoraj noben ne gre tega narediti. Ne. Skoraj noben ne gre dejansko pogledati, kaj v konkretnem članku piše, ne, ali z umetno inteligenco ali pa brez. Ne. Zdaj, brez umetne inteligence je skoraj nemogoče, ker pač kdo pa ima toliko časa, če ni gravno unišno v tem področju, da bo šel tako stvar brati danes. Ne. Mislim, ampak po drugi strani, ne, za nek prvi vtis, pa se mi kar zdi, no, tako za nek tak filter, ne, da bi lahko si več pomagali s temi orodji. Pa ne, da bo zdaj vse verjel, ampak samo tako, da dobiš mal, a je kakšen razlog, zakaj bi mogoče posumil, recimo, da je ena stvar res, ki ti jo mogoče proba internet prodajati na nek način. Ne. Jaz se strinjam, v bistvu na nek način ful močen clickbait, mi je bilo pa samo to zanimivo, ker jaz sem ga zasledil na parih portalih in se ga tudi sam pač rešeril. Moram priznati, Simon, takoj je bilo pa v bistvu MIT je bil zelo velikrat noter omenjena, ne. In to daje neko težo in ljudje v ta clickbait zelo hitro pademo in rečemo, to je pa zdaj to je pa res. Ampak ja, Simon. Mislim, da je mogoče dodal še tako malo nekega širšega zgodovinskega konteksta, ker to je ena zgodba, ki se ponavlja tako rekoč odkar se je začelo pisanje. Ker recimo en tak znan primer tega je Platonov dialog Phaedros, kjer pač Platon Sokratu polaga v usta točno iste debate med tem, kako zapisovanje v bistvu odteguje od mentalne gibkosti in kako je pomemben, da se delamo stvari iz spomina, namesto tega, da jih zapisujemo in potem preberemo. In je pač tukaj glavna teza je, da samo s tem, ko zapisujemo in pač pišemo, je naenkrat smo postali slabši misleci kot tisti, ki se pač potrudijo, da imajo vse v glavah in da pač, ne, in se potem podobna zgodba se ponovi, ko pride do tiska, pač malo drugačen, ampak kar nekaj tem jazemo plavo stvari, ko jih tiskamo in kar nekaj za tega toliko več stvari dostopnih in ljudje berejo nekvalitetne stvari, ki jim potem zamažejo možgane in spet pač odtegne od tega, koliko smo pač kot civilizacija, koliko rastemo in to je znak zatona in tako naprej pač vzdihovanje in potem, ko je že bolj rekel spet seveda z internetom in pa social media pa tako naprej, se pač ista stvar se ponavlja. Ampak, having said all that, da bom pa zdaj tako malo pač nasprotoval v glavni liniji, ker lahko je pač reči, okay, ja, to je še neka taka stvar, ko ljudje na to še spadamo in se pritožujemo in odmislimo, ampak po svoje pač, mislim, okay, ta študija se strinjam z Borisom, je metodološko ni vrhunska, bilo rečeno, ampak pač sama ta ideja pa, da ni popolnoma trivialno vprašanje, katere stvari offloadamo na neka orodje, pa pač nek ta oblaček tehnologij, imamo okoli sebe, pa to, kaj zadržimo zase, to se mi zdi dosti pomembno. Tukaj pa mi pač ni očitno, da je vedno pravilna odločitev, da se še več offloada. Recimo pač tako, dokaj očitno mi je, ali pa zdi se mi zelo kontroverzno, če rečemo, da recimo pisanje ali pa zapisovanje nekih stvari, tudi če ne v obliki jezika, ampak samo pač neka notacija, da je gotovo nekaj uporabno, kar ti omogoča pač precej razširiti, kaj lahko hkrati misliš. Nekaj, da si pač omejen tistih, ne vem, 7 plus minus 2 stvari, ki jih lahko približno držiš v glavi hkrati in to ti pač ti omejuje, koliko kompleksne stvari lahko misliš. Čim lahko zapisujem, se seveda to pač precej razširi, ker imam lahko nek tak efektivno dialog sam s sabo, če noben drug ne deli tega jezika, v katerem zapisujem in lahko pač več, v bistvu izmenjavam, kaj imam v cache, če hočete, pa kaj je pač tisto, kar imam v nekem bolj dolgoročnem spominu. Ampak potem to je pač nek tak ekstrem, ko še gotovo problem. Zdaj pa koliko svojega razmišljanja pa dejansko je pravilno, je optimalno, da prenesemo na stroje okoli nas, pa meni ni tako zelo pač očitno odgovor. In bi čisto pač kupil, da se bo izkazalo, da recimo so pač te neki AI agenti korak predaleč. Da kar tukaj izgubimo, ker recimo nekaj tle se mi zdi, je ključna razlika med, rečemo, Googlom, pa Googlom v tistih v zlatih časih, ne vem, tam 2.4 do 2.9, pa še čas, kako je Google res dober delal, ne ta trash, ki ga imamo zdaj. Razlika je, da se mi zdi, kako pač katere stvari preneseš, nekaj, pač ko ti googlaš, še vedno si ti tisti, ki moraš popolnoma, ki pač usmerjaš
fokus, če hočete, pa kaj je tisto, o čem kalbiram, potem dobro, se pač pravi stvari iščem, preberem, s tem nekako izboljšam svoj mentalni model in to potem usmerim neko naslednje iskanje. Ampak se pravi, ta premenjava, ko se pa zgodi z AI agenti, je pa to, da ta kritičen del odpade. In tukaj se pa dinamika obrne in kar naenkrat, kar efektivno jaz postanem, je nek arbiter, razsojevalec raznih sklepov, ki mi jih ChatGPT že ponuja. Ampak to je pa še ena dosti paradoksalna pozicija, ker po drugi strani izhajam iz pozicije nevednosti, ker zato sem se obrnil na ChatGPT, ampak hkrati mi je pa že stvar toliko naprej na pladnju prenešena, da je edina stvar, ko jo pravzaprav jaz moram narediti, je to, da se odločim, ali je to kul, ali ni, kar mi je povedal, pa mogoče ga malo provociram ali po neko drugo smer vzamem, ali pa pač to ponoma nekritično vzamem. In tukaj se pa pač vidim pa, da je zelo velik pasti, ki se zna biti, da se jim bomo težko izognili. Tudi to, da je vsaj trenutno, če pogledamo, ta stvar, recimo, to je ena tehnologija, ki se mi zdi zelo path dependent. To pomeni, da pač prideš do zelo različnih rezultatov, odvisno od tega, po kateri poti si šel. In pač mi pot, po kateri gremo, je to, da to inteligenco bootstrapamo z internetom efektivno. Pač so bazo stvari, ki so na internetu. In kar pomeni, da je tukaj pač da zdaj smo pravi na tistem točki, ko pravzaprav zelo verjetno za novejše generacije agentov se že učijo na stvari, ki so jih prejšnje generacije agentov sproducirale kot tekst. In po drugi strani je pač, kar tudi Google pa podobni toliko nagrajujejo to hiperprodukcijo, vse mogočega pač niso kvalitetnega kontenta, je tukaj neka resna nevarnost, da enostavno pač se bojo neke bolj kompleksne misli zgubile. In noben v bistvu niti ne bo vedel, da so se zgubile, zato ker je pač tudi, v čemer je pa res, so pa zelo dobri ti agenti, je pa to, da ti predstavijo lepo zapakiran argument. Pač to iz nekega, recimo temu, oratorskega ali pa retoričnega vidika so že zdaj super. Je pač ni tako, da je zelo očitno, da so luknje, če ne veš, na kaj iskati. Pa zdaj pač tako, recimo, kada dela dobro, je zelo prepričljiv tudi v tem, kar se stvar zelo lepo zapakira. Ampak to pomeni, da je pa toliko težje najti neke te stvari, in kar mene pač tukaj skrbi, je neka ta samopovratna zanka, kjer bomo pravzaprav pač obtičali v nekem lokalnem optimumu, ki je pa pač nižji, kot so bližji kakšni prejšnji lokalni optimumi v zgodovini človeštva, iz vidika tega, kakšne stvari lahko mislimo, pa koliko kompleksen svet lahko mislimo. Ok, dober, v bistvu, ja. Boris, replika, ne? Ja, kratka replika, da tako kot jaz gledam, mislim, vsaj tudi za mene osebno, se mi zdi, da je pomembno, da ko delaš z umetno inteligenco, da si v stanju nekega flova. To pomeni, da v bistvu delaš stvari, ki so ti v tistem trenutku dosegljive, ampak težke, so ti v izziv. In tle je v bistvu pa sem stvar od posameznika, bi rekel, koliko si naloži stvari, ki bi hotel delati. Pač, kar se agentov tiče, si predstavljam je tako, kot da bi rekel zdaj za cel te velikih firm, da so to recimo ljudje, ki so jim na pol možgani odmrli. Mislim, enim so, bomo pošteni, ne pa vsem. Tako da jaz bolj vidim to kot nek podaljšek nas samih. Zdaj, pač, ko odvisno od cilja, ki ga imaš, koliko se pustiš temu, da ja, to je to. Super, Simon, še nekaj imaš dodata, ne? Ja, Mi nov feature tukaj, ko smo zadnjič govorili. Da imamo govorili. zdaj ta raise hand, to je full sweet. Kar bi pač, tukaj sem replika na to, kar je Boris rekel, jaz se strinjam, ampak, in ta ampak je, da pač Boris je v 0,1 promilu ljudi v smislu tega, koliko dobro razume in pozna tehnologijo od zadnji in je zaradi tega tudi pač inherentno uporabljaš bolj pravilno. Ampak zdaj, če pogledamo, recimo otroke, jaz sem se s svojim zelo dobrim prijateljem, so se nedolgo se okoli tega pogovarjala in prav kako zdaj pač tudi njegov starejši, tam malo, ne vem, tam rečemo nek 9. razred, plus minus neki, in pač za vse v šoli že uporablja ChatGPT in da pač je enostavno večino razmišljanja že pri tam zgodnih najstniških letih prenese na ChatGPT. In zdaj pač, ta generacija, pa zdaj kar me skrbi, ja, sej pač mi, koga tudi mi, ja, zdaj pač se pritožujemo, ja, pa je Google Sheet, pa tako naprej, ampak se pač se malo okoli zavrtiš, pa tako naprej, pa je še vedno usable, ker pač tudi imamo izkušnjo, koliko dober je lahko in imaš nekaj pričakovanja, kako stvar mora biti. In potom ChatGPT, ampak zdaj pa nekdo pa, ki pa nima nikoli prej neke te, recimo, mentalne ali intelektualne higiene, tukaj me bolj skrbi. Ja, okay, zdaj to ni problem, ampak kaj pa recimo, ko bo, ne vem, ta generacija, ko so zdaj v osnovni šoli, recimo 60 let, ko vstopijo pač v workforce, pa potem še, ne vem, 10 let kasneje, na tej točki, da bomo znali biti resne probleme. Ker niti nimaš tistega, da bi pač na čem
benchmarkiral, ampak je pač to že status quo, da jaz večino svojega razmišljanja prenesem na te agente in nikoli pravzaprav niti ne razvijem teh. Kogar je kritično razmišljanje, pač v precejšnji meri boljši, kar se meni tiče, pa se ga ful narobe uči, pa tako naprej. Ampak je pač še vedno pa je neka vrednost v tem, da pač smo kot civilizacija načeloma, ne vem, tam prisilili mulce, da so do neke mere strukturirali neke svoje argumente, opisali seje, pa tako naprej. In zdaj, če to oddaš stran, kakšne so potem daljnoročne posledice tega? Ful dober, ampak verjetno se pa, ne vem, da se prav izrazim, verjetno pa nastaja neka nova kognitivna sposobnost, ki je pa mogoče mi prej nismo imeli za vso uporabo agentov, ali ne. Klemen, ti si me verjetno še nekaj vmes roko dvignil, da se ne motim na začetku, pa smo šli pa zelo mimo. Ja. V bistvu vse generalno, se mi zdi, da se debata vedno bolj stopnjuje z vidika tega, da imaš en camp, kjer zelo promovira prednosti te tehnologije, ki so neizmerne, pa vsak mesec tudi te optimiste preseneta. Jaz sem mogoče v tem campu večino časa. Pa imaš pa drug camp in to vidim na X-u pa na slovenskem LinkedInu, ki pa vsako tako pač raziskavo zelo radi šerajo, zato ker potrdi njihovo intuicijo glede nevarnosti te tehnologije, ki je res močna. Jaz sem nekako v obeh kampih, ampak zaradi svoje optimistične narave mislim, da bo na koncu vse v redu. Človeštvo se bo prilagodilo kot vrsta, ki je izredno prilagodljiva. Če dam pa na drugo stran malo teži, se pravi ta nevarnost, se mi zdi, da čisto logično, koliko naši možgani so 300.000 let, recimo, da se niso kaj preveč spreminjali. Toliko časa se mi zdi, da Homo sapiens obstaja kot vrsta. Industrijska revolucija je pa 250 let. To je 1 promil ali to je, mislim, da nekaj takega, 1 promil časa Homo sapiensa. Pa rečemo, da ni se tam začel razvoj naših možganov, moramo iti mogoče še kakšen pol milijona let nazaj. In jaz mislim, da zdaj zadnjih 200 let, ki eksponentno raste, v bistvu prihaja do sprememb, eksponentno, da lahko prijemo do ene točke, kjer bo sprememba prevelika za naš ustroj, kemijski. In dobro mi je bilo, kaj Simon rekel, kolikrat v zgodovini smo točno to debato imeli, pa se zdaj nazaj smejimo, zato ker smo se uspeli prilagoditi, pa smo imeli revolucije, pa smo imeli tiskarski stroj, ki so določeni ljudje mislili, da bo uničil civilizacijo, če bodo ljudje sami brali pa razmišljali. Ampak smo se nekako prilagodili, ampak sicer po ful trpljenja. Tako da jaz nekako zajemam oba ta kempa se mi zdi ta smiselna. Ne smemo biti zablojeno optimistični, ne smemo iti pa v sfero, treba je prepovedati to tehnologijo, ki ima neizmerne učinke na produktivnost pa na razvoj človeške vrste. Tako, evo. Super, Ivan? Da se razumem, jaz nisem doomer, pač ne mislim, da mislim, da bo vse konc, ampak kar tukaj pomislek je o tem, da če pogledamo recimo razvoj civilizacije, pa rečemo vzamemo zadnjih 5000 let, ni pa tudi to, da bi nekako nemonoton naraščala. So bila obdobja, ko je pač tudi smo do neke mere nazadovali, pa vsaj pač lokalizirano nazadovali, zdaj pač te lokaliziranosti se več dali manj. Po drugi strani pa ne, zdaj tako, to je sicer na robu sofističnega argumenta, kar bom zdaj povedal, ampak dal bi se trditi, da pravzaprav po svoje tako, Platon skozi Phaedrus ali pa tudi kasneje, ko je bil ta vitja rok okoli tiska, po svoje so imeli prav, ker če pogledamo, pač tako, koliko hitrost razvoja, imaš Platon, pa pol tam greš dosti hitro še gor, pa Aristotel, pa tako naprej, potem se pa precej upočasni, za kar nekaj časa, ali pa tudi, ne vem, sej, je tisk pa reformacija, pa tako naprej, ampak potem to industrijska revolucija, pa spet je tam, par sto let, ko
nismo nekako zelo napredovali. Vse so pač seveda neke manjše izboljšave so bile, ampak recimo so neki trenutki pač te eksplozije, pa recimo to je v finančnem svetu, ko so te hype cikli, ko gre gor pa dol, pa tako naprej. Se mi zdi, da recimo, kar se tudi zgodi, je, zdaj tukaj vprašanje, je to korelacija ali je samo ali je vzročna ali samo korelacija, ampak vedno se te argumenti se pojavljajo, ko smo pač na tem gor proti hype, ko je pač recimo, ko res se relativno hiter civilizacija napreduje, veliko novega se odkrije, veliko se spremeni in potem pač je jasno, da svet postane okoli nas toliko bolj tuj in potem je pač nek ta logističen pač pushback se ne glede na to zgodi. Ampak je pa neko zrno resnice v tem, da pač po svoje je to vedno prinese določene probleme, ki trajajo nekaj časa, da jih družba preživeč. Da seveda eno dobro vprašanje, ki se pol tukaj odpirajo, pa to, a kompleks, po eni strani imamo zdaj pač precej bolj napredno civilizacijo, po drugi strani imamo tudi precej bolj kompleksno. A to pomeni, da bo ta čas nekega takega mini temačnega obdobja, a bo precej krajši zaradi tega, ali to pomeni, da je ta kompleksnost toliko velika, da bo precej daljši. Ker imate pa tudi, recimo, so argumenti, ko se pojavljajo okoli izraza competency crisis, ko je pravno to, da v bistvu smo zgradili tako kompleksen sistem, da ga zdaj pač z ostalimi nekimi socialnimi mehanizmi, birokratskimi ustroji, ki jih imamo, ne zmoremo več kontrolirati. In zaradi tega pač dalje več stvari ne dela, letala če dalje bolj zamujajo, če dalje več stvari, kar se pokvarijo, ne vem, so razne industrijske nesreče in tako naprej. Enostavno zato, ker je pač ta nek slehernik, ki smo mu zadali vzdrževalne naloge, ni sposoben več dohajati kompleksnosti naloge, ki je pred njim. In a to pa mogoče pomeni, da za tega se bomo precej težje ven izkopali, ker ne samo, da bomo pač imeli nekaj veliko novih stvari okoli nas, ampak tudi samo naša infrastruktura bo pač toliko kompleksna, da je ne bomo pač znali več vzdrževati in nas bo šlo bolj nazaj čas. Seveda spet tudi tukaj po svoje obstajajo neke zgodovinske analogije, recimo z padcem Rimske imperije, ker pač Rim je imel dobre ceste, imel viadukte in tako naprej in potem pač se to je enostavno preveč kompleksno in terja preveliko mero organiziranosti in preveč kompleksne mentalne modele, ki jih pač potem ta razna ljudstva, ki nasledijo, če hočete, Rimski imperij, nimajo in zaradi tega so stvar pač popolnoma v precejšnji meri, no ne popolnoma, ampak v precejšnji meri zapade in se ne uporablja več. Boris? Jaz sem hodil samo to dodati, da ko gledamo nazaj, sem tako pomislil, da pa se pogovarjamo o tem, o tej dualnosti, katera orodja uporabljati, katera ne, v bistvu. Tudi jezik je orodje. Mi se zdaj pogovarjamo v okviru enega orodja. Vas tukaj gledam kot nekaj piksel na mojem ekranu, za nekatere od vas je signal prišel nekje iz orbite do mene, ta informacija o vas. In se mi zdi tako prav malo svojevrstna ironija, da smo pa zdaj v tem totalno umetnem svetu, ki je popolnoma nenaraven, vsak bi to rekel, malo daljše refleksije. Se zdaj pogovarjamo, a se bomo zdaj ustavili. Bomo rekli ne, tukaj bomo potegnili črto, informacije iz orbite, to je v redu, ampak AI agenti, ne. Vse bomo pa začrtali v pesek linijo. No, ampak Boris, verjetno verjameš, da lahko v vsaki dobri stvari obstaja nek limit, kjer stvar ni več dobra. Ker če jaz tvoj argument pravilno razumem, zdaj si rekel, poglejte, kaj imamo vse, pa kakšne benefite imamo, zakaj se ne bi ustavila. Mislim, jaz ne pravim, da tehnologija nima nevarnosti ali pa slabih strani ali pa tako naprej. Ampak v osnovi tisto, kar pa mislim, da je en tak splošni preživetveni princip, pač ko ti življenje nekaj da, neko možnost, da narediš nekaj več. Pač imaš ljudi, ki to vzamejo, pa to naredijo, pa une, ki rečejo, rajš ne bi. In zdaj, če gremo gledati skozi človeško zgodovino, nekako so tisti ljudje, ki so bili tisti, ki so prijemali, pa poskušali, pa potiskali stvari naprej, to so tisti ljudje, ki se jih zdaj spominjamo. To so tisti ljudje, ki v bistvu zaradi katerih je tudi civilizacija šla v takšni smeri, kot je. Tako da se mi zdi v bistvu ta pasivnost, tisto, zdaj smo pa dosegli vse, kar lahko. Meni se zdi to kot neka bolečina oziroma bolezen zahodne družbe, bolj kot kakšen konzumerizem ali pa take stvari. In mislim, da je ratalo tako kar
vse prisotno in lahko to vidimo v raznih ekonomskih metrikah in ne vem, odnosu mladih do raznih stvari. Ne? In pač to je v bistvu, zato sem jaz v bistvu tako glasen glede prednosti te tehnologije, ker imam občutek, da se moram boriti proti temu vse splošni miselnosti, dajmo se ustaviti, dajmo manj elektrike proizvesti, dajmo manj vsega nazaj naravi, zato. Ne. To se ful strinjam s Borisom, ampak tukaj zdaj vprašanje, ko se pač meni poraja, je ali pa koliko je reflektirano pri tej poziciji. Pa jaz pač v dokajšnji meri delim to pozicijo, koliko je reflektirano cena, ki jo bo to prinesla. Par dni nazaj sem poslušal briljantni argument, ko ga je Samo Burja, če ga poznate, pač eden boljših mislecev, po mojem, da je trenutno pač tako period. In je imel pač tako briljantno opasko, da glede na to, da pač te AI agenti primarno izpodrivajo te white collar službe, bolj kot ne nekaj birokratske management in tako naprej. In hkrati, to so ljudje, ki pač hočeš nočeš pač v trenutni družbi predstavljajo neko elito. Kar pomeni, da bo zelo kmalu se bo zgodilo to, da bo se ta sloj elite zelo, zelo skrčil, kar pomeni, da bo pač tudi boj za to, kdo je noter, pa kdo ni noter, postal bistveno bolj zavraten, kot je že zdaj. In če potem pogledamo zgodovinsko, kaj se je zgodilo, ko pač Hitler ni bil sprejet v akademijo. Kaj se je zgodilo, ko je bil Lenin, pač parkrat se po vrsti opadel izpit za državnega birokrata. Ker je pa to, da še vedno imamo pač nekaj ljudi, ki so de facto elita, ampak ne igrajo pravilno pač trenutnih iger statusa in pač ne pridejo noter, ampak in potem, kar naredijo, je to, da pač rečejo, ok, bom pa postavil svoj sistem. In kar pač lahko pripelje do nekih precejšnjih pač družbenih, nestabilnosti. In zdaj, spet, zakaj tudi jaz sem tako včasih pač se postavim na drugo stran, pa malo te stvari pač kritiziram, je ravno to, ker se mi zdi, da pač ena stvar, ki pa manjka na tej tehno-optimistični ali pa celo tehno-utopični strani, so ravno ti razmisleki, pač kakšna bo cena tega. Mislim, vse so eni, ki so pač tukaj, so pač tako, grejo brutalno prebijajo na drugo stran, pa imaš pač tiste argumente, da če celotno človeško raso zamenja neka druga inteligentna stvar, cool, ne, pa te razne hardcore utilitaristični variante, ko je, ne vem, tam 10 trilijonov črvov je več vrednih kot eno človeško življenje, pa tako naprej, ko je pač to je definitivno odgovor na te pomisleke, ki jih imamo, ampak pač spet to je neka taka pač dost hermetičen potem način razmišljanja, ko se mi zdi, da ni pač aplikativen, če govorimo pač v smislu nekega takega dejanskega projeciranja moči v družbene sisteme, ampak a smo pripravljeni ali pač ne sprejeti to ceno za napredek, da bo prinesla recimo bistveno večja razhajanja med ljudmi, pa tudi konc, ki bojo verjetno tudi potem posledično prinesla vse mogoče nestabilnosti, ki bojo tudi verjetno zelo zakorenjene v fizični svet in zelo, zelo nasilne. Jaz bi, če lahko samo eno stvar dodam, meni je ful fajn debata, ampak o eni temi zdaj dejansko za eno temo smo namenili pol urce, upam, da je to ok. Pa mogoče smo malenko zašli, pa imamo še kar nekaj tem. Boris, če sam na kratko daš komentar, pa pol jaz probam iz tega naprej zapeljati. Ampak je pa tak pomemben point, no, se mi zdi, da ga je zato vredno omeniti. Pač, ko se pogovarjamo zdaj o tem, kaj bo to pomenilo za družbo. Ne? Zdaj, če pogledamo malo bolj bigger picture, zdaj imamo tako situacijo. Ne? Imamo neke danosti na planetu, imamo eno energijo, ki jo še dobivamo recimo iz sonca, ne? In potem imamo eno goro človeškega dela za to, da vsi skupaj dobro živimo. Ne? In pač, ker hočemo ustvarjati neke incentive za to delo, potem pač imamo plače, imamo statusne igre in tako naprej. Ne? In zdaj meni je fascinantno, ko mi nekdo reče, okay, recimo, da zdaj ne bomo več rabili človeškega dela in potem bo vse kolapsiralo. Pač, v bistvu, na najboljši sliki jaz ne vidim razloga, zakaj, ko pa v bistvu smo enega od potrebnih inputov za to, da živimo tako, kot živimo, smo dali stran. In torej bi pač, jaz mislim, da obstaja dober koridor, kako lahko vzpostavimo stanje, ko to ne bo
predstavljalo uničenje družbe, je pa res, da pot do tja pa se strinjam, ki bo turbulentna. To se ne bo zgodilo samo od sebe, a ne, tle bo bumps in the road. Zdaj pa še Mislim, zelo- Andrej o tej tematiki. Na kratko. Jaz sem bil zdaj en teden offline. Sem average manj kot 1 minuto na screen timeu cel teden. Lepo v Toskani in malo Firence. In sem videl svet brez AI-ja. Tako. AI ne obstaja v svetu, a ne. Nisem imel nobenega občutka, da je kje neka umetna inteligenca. Ja, tako da bo mogoče res zanimivo videti, kako bo izgledal svet, pa mogoče neka ta stara mesta čez, ne vem, 5-10 let. Pa kaj bojo ljudje delali. Ampak glih ta čas off-screen se mi zdi, da ti da neko novo perspektivo, a ne, tako kot včasih je bilo, ja, internet ti lahko da neko novo perspektivo, zdaj je pa pobeg v realnost. Neka nova perspektiva lahko. Ne vem, ful mi je bila to ful mi je bila dobra debata to poslušati zdaj, ker sta Simon pa Boris govorila vse. Jaz mislim, da ne bo, da mogoče se bo neka tretja stvar zgodila, a ne. Niti ne zdaj propad, niti ne neka čisto utopična stvar, da bo je tam neki milijarderji, a ne, ko zdaj Zuckerberg že milijarde ponuja potencialnim zaposlenim. Mogoče prihajamo v čas, ko se bo dal splača obogateti, to sem tudi danes rekel. Ker boš lahko samo plačan za svoje delo. Ja, zelo težko je v bistvu to napovedati. In mogoče sploh nima smisla, da se to sprašujemo, a ne. Ker če ne moreš tega napovedati, moraš verjetno sam nekako delovati v svetu, pa videti, kaj se bo zgodilo, ne. Podoben mogoče, sicer nočem na to implicirati zdaj, ko so delali jedrsko orožje, ne. Pač so ga delali takrat z nekim namenom, Manhattan Project, niso mislili, kaj bo zdaj leta 2025, a bojo ljudje zdaj ugašali jedrske reaktorje, a bojo tako, pač delovali so v tistem času pa prostoru, ne, tako kot mi zdaj. In mogoče to, a bo ta generacija, ki je zdaj, ne vem, v osnovni šoli, a bojo oni še znali razmišljati čez 15 let. Mogoče je pa to njihov problem. Tako, zelo pragmatično gledam. Ful lepo povedano, pa če te še direkt naprej izzovem, pa naredimo zdaj malo transition. Kako se ti pa zdi, ker si zdaj prišel po tem času nazaj v ta spet AI svet, recimo, ne, iz offline-a, te novosti, a veš, tudi jaz zdaj, naprimer, sem približno 14 dni, 3 tedne odklopljen, pa valjda ne morem, pač enkrat na teden malo poskrolam, pogledam, in to kar bombardira, ne, vemo, pač Grok se je naredil vmes, Perplexity, OpenAI, ChatGPT, Agenti, ful nekih zadev. Mislim, kako to dojemaš? Mislim, a veš, kako priješ ta del transitiona? Ja, overwhelming je sigurno, ne. Ja, danes sem mogoče bil malo dlje časa na Twitterju, pa sem že čutil tako malo, ne vem, kot nek anxiety, a ne. Tako da, ne vem, po moje bo neka umetnost zdaj, da si v bistvu ustvariti tako življenje, da ne boš rabil scrollati, a ne. Pa zdajle, preden smo v bistvu začeli snemati, sem pogledal Vsauce, ne, je po 2 letih objavil nov video, kjer se mogoče malo dotika te tematike, ki smo jo zdaj imeli, pa lahko damo pol v opis.
tak res eksistencialen, ful dober in eksistencialen video. Ta debata je zdaj bila malo taka. Tako da ful priporočam ogled. Kdo zdaj v chat ali? Lahko, sej viso se, poznam kanal, bom Okej. pejstnil, pa Bomo zrihtali, pa lahko date pa not, ja. Evo, jaz pa vmes samo še eno stvar. Sem tudi delil sem še eno raziskavo, kako v bistvu lahko pri uporabi različnih modelov, ki smo prej govorili, ne, pa je bil to komentar enega izmed bralcev, da bi želel slišati mnenje tudi strani Astre, kako vi pri vas to rešujete. Naprimer, če vemo, da ko pišemo nek tekst, neko besedilo in napišemo kar neki X noter, lahko model ful hitro zmedemo, ne, sploh v javnih modelih. Kako mogoče vi to rešujete? Jaz sem napisal, da mogoče sklepam, da so bili ali fine-tuning, soft-tuning, neka zadeva. Sedaj lahko jaz tole raziskavo šeram. Naslov je pa bil v bistvu Cats, Confused Reasoning, LLM, Querying, Agnostika. Ja, Ja, mislim, da se spomnim tega tvojega posta in da je nekdo prav vprašal za Astro in je pol Tjaž, naš CTO, tudi odgovoril, a ne. aha, je odgovoril, ok. Ja, je odgovoril z screenshotom odgovora od Astre, a ne, ker pač ni imel te težave, ampak jaz bom težko to odgovoril, ampak se mi zdi intuitivno, da močnejši model, ki uporabljaš od zadaj, reasoning model, a ne, manj šans je, da se ti kakšna taka stvar zgodi, a ne. To je moja čist intuicija zdaj govori, nisem nič se poglobil v to, a ne. In Astra nekako deluje tako, da v ozadju več modelov simultano laufa in več neke procesorske moči ali pa energije porabimo za taka vprašanja. In jaz bi slutil, da je to pole razlika, a ne. Drugače, ja, hodil sem jih reči, da se popolnoma strinjam, ne, s Klemnom. Tudi vsaj po mojih izkušnjah je scaling je v bistvu tisti, ki je rešitev tukaj, a ne. Za ta problem, pa tako, kot smo videli v preteklosti, še za kup drugih, ne. Ja, pa se mi zdi, da je res to tako, taka debata, ki je tako never ending vsak dan na LinkedInu, kjer ljudje izpostavljajo, kako te modeli niso popolni, a ne. In pa reče, aha, poglejte zdaj to, ne. Tole je pa zdaj bila napaka. Mislim, da sem glih zadnjič videl enega pravnika, ki je rekel, da je ChatGPT krep za pravnike in da tisti, ki to uporablja, je skorda neumen, a ne, nekaj takega. Pol se je debata pol nekako zbalansirala v komentarjih, ampak se mi zdi, da res živimo v takem zelo ozkem času, kjer bojo te debate možne. Recimo čez 2-3 leta, a ne, bo to pač nemogoče sploh pripraviti model do tega, da bo kakšno tako napako naredil. In pol bomo imeli mogoče kakšno tako debato, ko smo jo danes imeli na začetku, a ne. Tako da jaz mislim, da teh debat ne bo se končala, ne. In po eni strani je prav tako, a ne. Se mi zdi, da tudi ta javni forum družbenih vprašanj, tehnoloških vprašanj, civilizacijskih vprašanj, ki ga imamo tudi mi kle, a ne, s tem podcastom ali pa nasplošno. Se mi zdi, da je to pomembno, a ne. Jaz se ne bi strinjal prej. Vem, da Andrej ni tako mislil, ampak je rekel, mogoče je brez veze se pogovarjati o tem, ker ne vemo, a ne, ampak glih poraba energije, pa razmišljanje, pa filozofija te mogoče, jaz tako verjamem, lahko premika v bolj pravo smer, kot družbo kolektivno, a ne. Ker če vsi rečemo, nehamo se pogovarjati, nehamo filozofirati, gremo sam delati, bomo pač kar naenkrat se znajdli pred prepadom, se mi zdi. Ful dobro povedan, pa mogoče iz tukaj zdaj izzovem eno zadevo naprej, a ne. Kakor sta ta dva pola, ki nekdo mogoče malo bolj disa, a ne. Po drugi strani imamo pa zmagovalca na IMO, a ne, se pravi na International Mathematics Olympiad, če se ne motim, a ne. Je pa Google v bistvu dosegel zlato medaljo, a ne. Imamo pa spet drug pol, ful močne zmogljivosti, kako lahko pa model
preseže ta del. Kako pa na to gledate? Mogoče samo z moje strani, da je tle male kontroverzije, ne, glede tega, ne. Ena ti si omenil Google, ne. Nekako v neofficial kapaciteti je tudi OpenAI v bistvu napadel ta problem in tudi načeloma rešil isto število teh problemov. Jaz bi mogoče še to dodal kot zanimivost, te prediction markets, ne, so nekako napovedovali, da je 20% verjetnost, da bo ta dosežek dosežen letos, tako da je šlo za kar solidno presenečenje, no, vsaj v majčkeno širšem krogu, recimo temu strokovne javnosti, ne. Ja, res sem mogoče prej sam na hitro rekel, res je še OpenAI. Simon? Ne, Simon, sorry. Jaz bom glede teh rezultatov zelo cinik, sploh od OpenAI, ker je tako, mislim, prvič, te rezultati so postali tako, pa se jih predstavlja kot neko znanost, ampak dejansko so pač, to je bolj marketing kot znanost, ker se jih absolutno ne da verificirati na noben način. To so zaprti modeli, ki po drugi strani terjajo toliko računske moči, ki je nobeden zares nima, razen parih teh organizacij. In tako, ja, mogoče so to dosegli, mogoče niso dosegli, who knows. Po drugi strani pa ne, OpenAI trenutno divje zgublja svoje ljudi, pač jih Zuckerberg oziroma Meta krade in so mogoče pač bilo zelo uporabno, da so imeli nek tak velik dosežek, kako se pa oni en korak bližji AGI-ju in nek taka pač bombastična stvar. Tako da zdaj vse mogoče so, vse mogoče niso, ali so dejansko toliko brez vsakšnega, da je to res pač pure reasoning, ne da bi kdorkoli naprej primali te probleme ali niso. Who knows, ker pač itak te stvari so zaprte in mislim, tukaj ta del se mi zdi, da tu postaja dosti problematičen, ker se pač to je po dolgem času ena situacija, kjer je celoten napredek ene branže popolnoma izhaja iz industrije. In tukaj pač iniciative niso več tako pravljene. Pač nekaj se mi zdi, da tukaj je nek tak pač tako rekoč skoraj, kot da bi tam oblekli truplo znanosti in ga za nek tak pač zelo grotesken šov uporabili, kako kaže svoje zglede, po drugi strani pa pač to nekako ne izpolnjuje nekih osnovnih kriterijev, kaj bi pač nek znanstven napredek bil. Ker tudi ni pač nekaj poskusa, da bi to kogarkoli naprej prenesli stanje znanja človeštva, ampak je pač to, da prej pač to je samo vprašanje, a se mi premikamo proti našemu ultimativnem nekem politično-gospodarskem cilju AGI-ja. Boris? Ne bi mogoče samo to dodal, ne, da septembra lani, ne, se spomnim, smo imeli debato o teh reasoning modelih, ne. In takrat je tudi bilo tako, ok, to je zdaj prišlo ven, benchmark izgleda hudo, a nam bo zdaj to kaj pomagalo, a je to mogoče malo fejkajo in tako naprej, ne, samo evo, danes, manj kot eno leto potem, imamo open source modele, ki imajo v bistvu ta capability, ki ga je takrat imel O1 model, lahko imamo prek API-jev lahko uporabljamo še bolj zmogljive modele, načeloma vsak ima konec koncev možnost to preveriti, ne. Mislim, ja, res pa je, da ostaja pa seveda ta skrajna meja, ne, ta frontier ostaja zaprta, ne, za neko, ampak res neko tančico skrivnosti, ne, zato ker jaz mislim, da te stvari tako masovno likajo in se tudi zaradi tega lahko dogaja to, ne, da dva tekmeca praktično istočasno, ne, naredita en preskok naprej, ne, tako kot mislim, da se je zgodilo zdaj pri temule matematični olimpijadi, ne. Tako da po moje, ne vem, jaz sem vesel v bistvu predvsem zato, da imamo to konkurenco, ne, da nimamo nekega monopola, da so različna podjetja, ki tekmujejo in ja, pač mogoče Zuckerberg ni vsem simpatičen, ne, ampak to, da si je zdaj hotel zgraditi en tak močen tim, pa pred tem Elon, ki v bistvu na nek način stojijo, a ne, nasproti OpenAI-ju, DeepMindu, mislim, da je splošno koristno, ne. Poleg seveda zdaj vsega, kar se na Kitajskem dogaja, no. Ja, hitro se premika vse. Jaz sem samo to imel zdaj nekako v mislih. Kakšna je bila metodologija, da je ta model zlato dosegel na olimpijadi, ali bo čez 2 meseca to bolj jasno, ali je stalo 100 jurjev, da je to rešil, naslednje let bo mogoče 5 jurjev. A ne, tako, mene bolj to vedno navdihuje, a ne, da recimo v roku 5 let
boš imel nekoga v žepu, ki zlato dobi na matematični olimpijadi, praktično zastonj, to mislim, da se lahko vsi strinjamo, ne? V roku 5 let. In to ne vem, kdaj v zgodovini si lahko. Tako, nočem reči, da si bil šura, ne, ampak da si s tako veliko verjetnostjo tok kratek čas predvidel, da bo čist drugačen. Veliko stvari. In to, vem, ko imamo zadnjo tematiko, imamo ta, ne browser use, ampak kako se reče, od ChatGPT-ja, to, kar so... Agent so to. Agents, ja. Recimo, če to vse skupaj združiš, a ne, v glavi, a ne, daš mu task temu agentu, on gre, ne vem, če si mislil, a ne pokazati, kako to zgleda. Ampak tako okenček se odpre, a ne, znotraj ChatGPT-ja in on gre na internet, gre not v Drive, spreadsheet naredi, pogleda v spreadsheet, gre na YouTube, nekaj pogleda, gre na booking.com, nekaj pogleda. Mislim, to se približuje, a ne, nekemu človeku, a ne. In zdaj, če ta človek je zlato dobi na matematični olimpijadi, pa 16 drugih področji, a ne, to je kar amazing, se mi zdi. Za white collar work. Tip dela, ki ga lahko delaš na računalniku, pa na internetu, a ne, to je kar amazing, a ne. Jaz zelo spremljam tudi robotiko, no, vedno bolj, tako da jaz mislim, da bi ta disclaimer počasi white collar mogel začeti ko malo v narekovaje dajati, a ne, ker mislim, da tle govora zdaj samo eno, ne vem, 2 leti vmes, a ne, pač, ne vem, koliko bo smiselno to diverzifikacijo delati, ne. Jaz sem hotel še to dodati, Klemen, ful si lepo to povedal, ne. A si predstavljamo, bo to čez 5 let ali kakorkoli, konec koncev, če smo že začeli s Starlinkom, a ne. Jaz si tudi ne bi predstavljal 5 let nazaj, da bom jaz prišel nekam, pa v elektriko poštekal neko napravo, pa imaš dejansko neomejeno internet, a ne. Mislim, res, tehnologija je šla tako naprej, da je res amazing in v bistvu, da si čist neobremenjen, a dela ali ne dela, ful je simple. Jaz moram pohvaliti, meni vidim, da linija dela, tako da prvič ta izkušnja je fajn, ampak ja, po drugi strani pa tudi ta language barrier, a ne, če si nekje v tujini, se lahko z lokalcem normalno pogovarjaš, čist fluent, se pravi, jaz slovensko, on govori, grško govori, ne vem, v drugem dialektu in dejansko oseba razume, ne, in lahko z nekom, ki ne govori tujega jezika, eno je že ta del, način sporazumevanja, voice, ne, drugo je pa, ja, zdaj še matematika, ostale stvari, pa agenti, to, kar prihaja, meni se zdi to res amazing, sicer lahko pokažemo, jaz tole pošeram, ker official page od OpenAI, po moje, zato ker jaz iskreno, če se ne motim, je v EU nismo še dobili dovoljenja, ne. Jaz sem dobil. Aha, ga imaš, Boris, the best, pa najbolj ti pošeraš, če ga imaš. Ga imam, ne, sej, čak. Ampak se tudi v tem blog postu imaš te gife ali videe, ne vem, če bo zmogel Boris toliko hitro pokazati vse, kar je vizualno pri tem featurju. Evo. Tako da. V bistvu tukaj lahko nastavim agent mode. Prej sem že malo testiral, pa sem rekel go to site and find me latest news. Tako da lahko ga zdaj usmerim, ne, recimo na eno stran, in potem on odpre desktop. Malo je slab primer, se mi zdi, za to, zato ker to bi lahko tudi prej naredil z browser useom.
Ja, mislim, no, mogoče res je malo slab primer. Saj v bistvu sem tudi hotel dati kot ilustracijo, kje pa mislim, da je tudi mogoče ta failure mode, ne? Ker recimo danes preden smo se mi dobili, ne, včasih zdaj imam narejeno neko avtomatizacijo, ki mi v bistvu poskrepa en kup a ne, teh strani dol, pa v bistvu postavi pol vprašanja temu, pa vse skupaj zagregira in to se vse skupaj zgodi v, ne vem, eni minuti, ne. Recimo tukaj, ne, pa na nek način ta agent simulira, kako ljudje iščejo po internetu, ne. Tako da se on potem sprehaja in pač nabira te stvari, klika, ne. Tako, mislim, je zanimivo, mislim, ne, tako kot so nasploh agenti, pa se odpira pač ta opcija, ne, da v bistvu ti lahko kontroliraš, a ne, posredno nek sistem, da se on v bistvu sam odloča, kaj bo kliknil, ne, pač vse to, kar smo tudi videli že prej, ampak, a ne, mogoče ena stvar je, da se seveda lahko odpre tudi več teh agentov, ne, pa se jim da različne naloge. Jaz bi mogoče še omenil, no, tako, ker bo komu zanimivo, kdor ne pozna, da so tudi že pred tem agentskim načinom ChatGPT-ja, da imamo recimo Manus pa Genspark, ki sta recimo dva taka agenta, podobna temu na nek način, malo za različne namene uporabna, ampak tako, se splača preveriti agente za določene stvari, mislim, da so zelo uporabni. A ne, podobno kot tudi v bistvu deep research funkcionalnost je tudi neka oblika agenta, tako da mislim, da bomo vedno več videli zdaj takih primerov, ne. Dejansko neke vrste produktivizacije agentov, a ne, ker to postane neka storitev, ki jo uporabljaš, pa niti ne razmišljaš več toliko o tem, a ne, da je to zdaj nek poseben agent, ampak, a ne, tako kot za deep research, v bistvu marsikdo, ki to uporablja redno, to je zdaj samo en dodaten gumb, ki ga stisneš, da je pa to v bistvu nek agentski sistem, pa redko kdaj kdo sploh pomišlja, ne. Če lahko dam jaz tukaj moj pogled, v bistvu mi tole zdaj, kar gledamo, gledam malo kritičen, tako včasih, ki je bil ta deep research, ne, oziroma še vedno je, samo da je zraven malo vizualizacije. Če me razumete, kaj hočem reči. Itak, pa Ja, ta vidimo, case je dal Boris. Ja, Po moje, oni so imeli v demo to malo drugačen, a ne, oni so neke tabelce so ustvarjali, pa veliko več delali, kakor samo pejt pogledat content, pa mi ga potem predstav na nek način, a ne. Dejansko test mu daš. Sam demo je tudi bil, mislim, za moj okus je bil tudi slab, a ne, ker tudi so kazali spet neke te travel stvari, se mi zdi, da to marsikdo že naveliča teh primerov, ne, ta travel case v bistvu spet ni toliko zanimiv, ne, ja. A je kdo probal Operators pred tem? Bil je v pro licenci za 200 € na mesec. Jaz sem ga imel sicer na srečo možnost videti pri eni stranki v Sloveniji, kjer je pa dejansko si napisal tako kot ta predhodni agent in je šel na spletno stran in odprl nov zavihak in se je miška premikala nek klikov in delal. Tako da jaz mislim, da so to zdaj na nek način downsizali ali pa dali pač na voljo vsem. Sem pa jaz vmes v chat še od Googla, od DeepMinda paralelno poslal project Mariner. Je pa v bistvu tudi agentski pristop, s tem, da trenutno je waiting lista. Jaz sem se dodal kakšen mesec nazaj, pa nisem še prišel noter. Ampak ja, naj bi bila zadeva pa tudi for free, tako da gre vse v to smerno. Teh agentov. In meni se res zdi tako amazing, kaj bo mogoče čez pol leta vse možno, ne, kjer boš paralelno odprl par zadev, spustil, ti bo nekdo pač vse pregledal in ti dal take ful lepe rezultate. Tako da jaz se veselim tega. Enako. Sej je kar amazing, kako mi sproti to spremljamo, a ne? Tako korak po korak, koščke vidiš, a ne? In si nekako lahko predstavljaš, kako bo to enkrat vse povezan. Pa skrito v ozadju. In takrat bo po moje večina skočila gor in bo presenečena, a ne? Začutila bo kot nek skok, a ne, ki se je zgodil.
da imaš zdaj kar nekega agenta, ki ti lahko task pomaga narediti ali pa da ga celo naredi sama. Ne. Tako da se mi zdi, da je ful dobro spremljati to sproti, a ne, in vem, da ti, ko poslušajo ta podcast vsak mesec, so eni izmed teh, a ne, tako da. A bomo počasi zaključili? Enej. Ja, jaz sem za, evo, jaz mislim, praktično smo skoraj vse pokrili, ne. Skoraj vse, lahko kar na glas povem. Lahko bi se še dotaknil Kitajcev, se pravi Queen pa Kimi, ne, so v bistvu dala oba nov model ven, oziroma pač posodobitev, vključno z Manusom. Kar se je dogajalo v vmesnem času, jaz ga sicer nisem testiral zaradi teh kreditov, pa enostavno dopust, enako kot Andrej, offline. In vem, da ko bom prišel nazaj, tako čaka en ful velik tsunami teh informacij, ker moraš to zelo v kratkem času zadevo predelati. No. Ampak, evo, če gremo proti zaključku, mogoče, ja, pa kdo za podeliti kakšno misel, mogoče Simon, začnemo s sabo. Mislim, da onkraj tega, da odpiram teme, ko smo jih zaključili, po moje, da ne, da to, kar sem že precej govoril, pa da ne bom spet speljal stvari na kriva pota. Ne, se debate so čisto super, tako da, ok. Andrej? Ja, ne vem. Dober iti malo offline včasih. Super, Boris? Evo, jaz sem pa dal en samen praktičen nasvet glede teh kitajskih modelov, recimo Kimija. Splača se probati ta zahtev, karkoli že imamo, prevesti v kitajščino, ne? Dobiti od njega kitajski odgovor, pa to pol prevesti. Rata kar naenkrat bistveno bolj pameten, pa boljši pisec itd. No. Ok, to je full-over. Klemen? Ne, nič kaj tazga. Se mi zdi, da je pomembno ustvarjati in to je samo eno izmed orodij, s katerim lahko ustvarjaš kot posameznik v tem lifeu. Tukaj smo se znajdali v tem časovni točki in zanimivo je. Best. Evo, moje je pa v bistvu, da kljub temu offlineu, da še vedno, da si radovedena, ne. Da je ta curiosity prisoten, pa da bi kar grizel, da bi hočeš še, a ne. In si ful vesel, ker kakšna zadeva res dobro naredi, ali pa pač naredi tisto, kar si dejansko želiš, v smislu, ne vem, da model nekaj vprašaš, kako je pač mene v tujini rešil zdaj. In se lahko pogovarjaš z nekim lokalcem, ki nimam pojma, on mene ne zastopne angliško, zna samo neko grščino in ja, se lahko sporazumevaš, tako da. Super. Se vidimo naslednjič, vodite dobro. Se vidimo. Čau. Čau. Yeah.